Živijo, moraš narediti oglas, ali post, ali poslati mail, ali narediti kakšen flyer, ali narediti nek marketinški material za tvoj biznis. Ok, naj ti povem eno rešitev, eno orodje. Reče se mu enakostranični trikotnik v krožnici. Že veš, o čem govorim? Jaz nimam pojma, ker sem se glih kar to spomnil. Naj vam povem, da stvar ni tako brezvezda. Orodje, ki je zagotovo ena najboljših, kar sem jih dal v praksi uporabljam vsak dan in upam, da bo koristilo tudi vam. Ta prvo vprašanje je, vedno se vprašajte, zakaj. To ne pomeni, zakaj vi, njegov zakaj. Zakaj bi vas kupec poslušal? Zakaj bi se sploh ukvarjal z vami? Se pravi, vprašanje zakaj za kupca je, rad bi bil lep, rad bi bil uspešen, rad bi bil premožen, rad bi bil varen, rad bi bil mobilen. En kup stvari, na ta zakaj morate poiskati. Vaš biznis povezan z njim. Ne vi, ampak on. Se pravi, poznate občutek, včasih z nekom govorite, pa neprestano govori o sebi. Prav bete, ne? Če pa govori nekaj, kar je, ali pa vas sprašuje nekaj, kar je v povezavi z vami, vam je pa ful zanimivo. Zakaj? Ker išče rešitev za vas, nekaj pametnega. Se pravi, če hoče biti lep, uspešen, premožen, varen ali pa mobilen, potem ste že bližje. In greste na naslednjo točko. Na naslednji točki se reče kaj? Se pravi, če rečemo, na prvo je bilo lep, se pravi, da si mora popraviti izgled. Če smo rekli, da hoče biti uspešen, se pravi, nauči se recimo prodajati. Če hoče biti premožen, začni se družiti z ljudmi, ki se s tem ukvarjajo, da boš tudi ti premožen. Če hočeš biti varen, prisluhni strokovnjaku, nekdo ve, kako se zagotovi varnost. In če hočeš biti mobilen, zamenjaj gume. Se pravi, zakaj, njegov zakaj, kaj? Spet razmišljamo naprej o našem kupcu. In ta tretja stvar, zelo pomembna je, kako. Kaj pa to zdaj pomeni? Če smo prej rekli, da bi rad bil lep, da bi rad popravil svoj izgled, ne gre frizer. Če smo rekli, da bi rad bil uspešen, bi se mogel naučiti prodajati, recimo, ne obišče delavnico, seminar o prodaji. Če bi hotel biti premožen in smo rekli, da vstopi v družbo pravih ljudi, ne začne trgovati s plemenitim kovinam, na primer. Če hočeš biti varen in smo rekli, ne prisluhne strokovnjaku, ki se s tem ukvarja, bo mogoče, ne vem, sklenil zavarovanje, si kupil čuvaja, alarm. In ta zadnja stvar, če hočeš biti mobilen, smo rekli, zamenjaj gume. Ja, najboljš, kako obišči pametnega, dobrega vulkanizerja. Torej, če povežem to situacijo iz zakaj v kaj, njegov kaj in kako, in na koncu moram še enkrat priti na zakaj, zaradi tega, ker stvar je iz danes tisti mail, ki ste ga danes poslali, mogoče jutri več ne bo tako zanimiv. In ker običajno v življenju, kadar se nekaj vrti in kroži, je najboljše, da je krožnica. Zato sem jaz ta enakostrani trikotnik enako tudi dal v krožnico, kar pomeni, kakorkoli že to okrog, da mora leteti, mora se popravljati, mora stalno se obračati in se vprašajte, zakaj, kaj in kako, ta kaj je malo grd, ampak ne škoda, da boste točno vedeli, kako, recimo, da morate poslati zdaj en mail, karkoli. Ta prvo se vprašajte, zakaj je to zanga pomembno, zakaj, kaj mu boste pametnega, zakaj mu boste to sporočili, zakaj bi se on sploh zanimal za to, kar vi boste zdaj napisali, kaj je neka content, neka vsebina in kako je lahko tudi call to action. Kaj pa zdaj naredite? Samo pošljite mi mail, pokličite, poklikajte, karkoli. Jasno? Evo, jaz sem temu rekel enakostrani trikotnik v krožnici. Vi rečete moj model, svoj model, tvoj model, ime kuška model. Važno je, da je stvar, tudi če zarotira, vedno mora biti te trije stebri morajo biti zmeraj pokriti. Če niso, verjemite se, ne zgodi nič, ali pa vas ljudje ne razumejo. No, samo to sem hotel povedati. Jaz upam, da vam tale orodje koristi in ga boste s pridom uporabljali.